Lep pozdrav znova v mojem imenu. Dobrodošli v naši družbi, če ste se zdaj priključili na Planet 2, kjer bomo nadaljevali s sobotnim nogometnim popoldnevom. Po tekmi v sončni Novi Gorici smo se preselili na Štajersko, oziroma seveda iz druge lige v prvo ligo in tudi uspel ga obdržati med elito. Zdaj priložnost, Bosil tam strelja, brani Vekić. Danes Ljubljančani seveda precej bolj kompaktni in pa borbeni. Žinko, nevaren strel, prečka, zdaj rešuje Janžekoviča. In taki zelenici tudi danes, zdaj pa priložnost za domače in žoga ni v mreži, še naprej nevarno Klepač. Tale zelenica v Kidričevem še vedno v boljšem stanju, kot pa je bila tista. Zdaj priložnost za Bravo, tamle ima težave Janžekovič, Kidrič bi lahko zdaj oziroma višjo razliko med predzadnjim in zadnjim mestom. Kim je sprožil in brani Vekić. Kramarič je dobro zdaj odvzel žogo domačim, proti napad Brava. Ogrinec je zdaj, dvoboj 1-1, Ogrinec, brani Janžekovič. No, visoka žoga v kazenski prostor, priložnost za Aluminij in gol. In ponovno se je izkazalo, kdor ga ne da, ga dobi. Aluminij vodi v Kidričevem proti Bravu z 1-0. Strelec pa mladi 18-letni David Flakus Bosil. Z drugim golom v prvenstvu je zdaj popeljal svoje moštvo v vodstvo. Poglejmo celo akcijo. Tokrat dobra, učinkovita podaja v kazenski prostor, skočil je Zemovič. Tukaj lepa Španring. Dobra podaja Španringa, priložnost, tam je sprožil Nukić. Zadev je mrežo na Bonifiki proti Kopru. Zdaj priložnost in gol. Izenačenje v Kidričevem, no pa je le zadev Rok Kidrič z glavo mrežo Aluminija. Rok Kidrič z drugim golom v prvenstvu, takole Mustafa Nukić, izvrstna podaja in potem izjemen, odličen skok Kidriča v kazenskem prostoru. Janžekovič je bil nemočen, takole je odlično zadev. Dva gola zdaj torej v drugem polčasu. Ostra podaja tam na drugo vratnico, priložnost, Vekić brani. In takoj žogo preusmerja pred gol Janžekoviča, pa nova podaja, še enkrat Kidrič. Lepa priložnost zdaj za Bravo. Ali bo sprožil Martin Kramarič. Kramarič strelja in brani Janžekovič. Dober prosti strel je bil to Martina Kramariča, žoga je zletela. Ja, ste sami videli, kakšno je bilo igrišče. Tekma je bila bolj kot ne raztrgana, z veliko dolgimi podajami, veliko duela. Mogoče smo imeli kakšno priložnost več od nasprotnika, ampak ne gre fantom nič očitati. Tekma je bila prava, moška, borbena, tako da žal nismo zadeli. Pri 1-0 smo imeli še 2-3 situacije, da bi lahko rešili srečanje, na koncu pa je neodločen rezultat kar realni. Ja, tekma je bila, glede na razmerje je bila, se mi zdi, dosti živa tekma. Če primerjamo s prejšnjimi, se je naša ekipa odlično oziroma boljše od ostalih ekip prilagodila igrišču. Tokrat je pa Aluminij pokazal neverjetno zrelost, pragmatičnost, bili so fantastični in glede na to, da so tudi povedli, je za nas ta točka velik uspeh.